bolnišnice, katerih predstavnika sta tukaj, torej v Celju, razvijamo, da pomagamo nastanek novega centra za elektrofiziologijo in ablacije. V Izoli so pa že toliko daleč, da samostojno upravljajo te posege. Tako da tudi ta dva centra bosta sigurno prispevala k temu, da se bojo čakalne dobe skrajšale. V bistvu se s tem največ se ukvarjamo, ne toliko, da bi bilo izvajalcev premalo, to je en del problema, kot je profesor Vrtovec povedal, je naš glavni problem z mesti oziroma z operacijskimi dvoranami, kjer to lahko izvajamo. Tudi ustavitev defibrilatorja zahteva svoj in je tudi tukaj, mi sploh imamo dedicirane recimo cevi, čakamo, da se bo zdaj to spremenilo, kot je profesor Vrtovec rekel. Tako da si lahko zamislite, da te pacienti s temi brazgotinami čakajo v čakalne vrste za defibrilator, ki jim bo načeloma jim rešuje življenje. Mi smo zdaj tle sicer en korak naprej s to študijo, še ablacijo govorijo, ampak kakšni tudi defibrilatorje še ne dobijo. Tako da tudi s tem se ukvarjamo. Trudimo se. Jasno, da če ne bi bilo truda, tudi take študije ne bi bilo isto velja tudi za čakalne vrste. Je pa treba vedeti tudi eno stvar, bolj kot napreduje tehnologija pa in zavedanje, več je tudi teh pacientov, ki jih prej morda niti nismo prepoznali. Tako da je v bistvu treba to vzajemno razumeti in upoštevati.